Od nekdaj so potoki s Pohorja gnali mlinska kolesa, poganjali žage in kovaška kladiva. Takšno vlogo je imel tudi potok Bistrica, kjer so na mestu današnje tovarne Impol stale prve Fužine. A pojdimo po vrsti. Že v začetku 17. stoletja so domačini in priseljenci postavili ob bistriškem potoku kovačnico na vodni pogon in v njej s pomočjo vodnega kladiva izdelovali orodje iz kovanega železa za potrebe gradu in okoliških domačij. Železu se je kmalu pridružil baker, železnim pa bakreni in medeninasti izdelki, kar je uresničila družina Sternberger. Kronisti tistega časa so posebej zapisali leto 1825, ko so Fužine prerasle v manjšo industrijo bakrenih izdelkov. In tam je bil zametek današnjega Impola pred 190 leti. Zavrtimo časovni stroj naprej. V drugi polovici 19. stoletja so z razširitvijo proizvodnje Fužine zaposlovale okrog 200 delavcev. Potem pa se do konca Prve svetovne vojne program tovarne Kupferhammer in Messingwerke ni širil, med vojno pa je proizvodnja obstala. Pomembno je bilo leto 1924, ko je obrat prešel v roke delniške družbe za promet s kovinami Zuckmayer in Gruber iz Zagreba. Dejavnost so razširili na področje valjanih izdelkov ter žic iz bakra, medenine in brona. Med drugo svetovno vojno je okupator vključil tovarno v svoj oboroževalni stroj, vendar je ni bistveno posodabljal. Partizani so jo skušali požgati, vendar jim napad ni uspel. Z osvobojeno državo se je za tovarno začelo tudi novo obdobje. Poglejmo nekaj mejnikov. Leta 1946 je bila tovarna nacionalizirana in 31. decembra registrirana kot podjetje Impol, industrija metalnih polizdelkov. Leto 1950 je tovarni poleg samoupravljanja prineslo prvo tono aluminijastih polizdelkov in s tem začetek preusmeritve v aluminij. Čez 11 let, ko je bilo obdobje preusmerjanja končano, so tako proizvedli 13.000 ton aluminijskih polizdelkov. Hkrati se je začela dolgoročna obnova tovarne, tako da so po posodobitvi stiskalniškega obrata izdelali 21.000 ton stiskanih in vlečenih proizvodov. Z njimi si je Impol utrl tudi pot na zunanje tržišče. Izvoz je leta 1968 dosegel skoraj polovico celotne proizvodnje. S tem je bil postavljen temeljni kamen usmeritve podjetja za prihodnost. Zgodbo o uspehu Impola so desetletja pisali njegovi delavci. Leta 1948, ko sem prišel kot vajenec v Impol, smo delali z bakrom, pa tudi medenino so vlivali, ne? In to so bili izdelki, razne vrste izdelkov je bilo, ki so torej iz bakra so pletli, vlekli žico, pletli vrvi za daljnovode, ne? Najbolje takrat po vojni bilo interesantno, da je Impol imel ogromno povpraševanja po vrveh za elektrifikacijo, ker se je takrat potekala elektrifikacija, ne? No in ker je bakar bil precej drag, se je začelo z aluminijem. Ko sem začel v Impolu delati, sem prvo na pokalcirano delovno mesto so me dali določen čas, morda 2 meseca, kaj. Potem so me dali naprej na
vleče na predelavo na kvalificirano delovno mesto, iz kvalificiranega sem bil predelavec, so se pravili brigadir, od tam sem postal delovodja, ker sem bil medani 24 let, potem pa so me dali za planerja, terminerja in od tam sem tudi šel v penzijo. Delal sem 39 let in pol, zamenjal sem pa 9 direktorjev. Naš prvi sogovornik je omenil vodilne delavce oziroma direktorje. Začnimo z Jožetom Kauklerjem. Imel je zanimivo poklicno pot, ki je bila vse skozi povezana z Impolom. Začel je leta 1964 v valjarništvu, 10 let pozneje je postal direktor podjetja. Na koncu kariere pa je 6 let spremljal razvoj Impola kot član nadzornega sveta. No, to je bilo pa takrat obdobje izgradnje valjarništva, novega valjarništva v Impolu. In takrat smo potem gradili, oziroma jaz sem prav sodeloval z temi dobavitelji, je bil Westinghouse, ameriška firma Westinghouse, sodeloval kot nekako koordinacija pri montaži z temi ameriškimi inženirji. Bili so 3, en je bil za strojno opremo, en je bil za jaki tok, en je bil pa za šibki tok, za regulacije. In seveda takrat sem imel priliko potem skozi to spoznavati malo globlje funkcioniranje teh kompliciranih, dragih, težkih strojev. S tem, da mogoče kot zanimivost, da smo potem, ko so že Američani odšli, še zadnjo valjarno montirali že brez ameriškega nadzora. In moram reči, da globoko priznanje res vodilni ekipi, ker so izredno kvalitetno vodili firmo. In so pravzaprav tudi z to pridružitvijo oziroma nakupom večinskega deleža Vsevojnem je to bil izredno, da rečem, evropska poteza, in so pravzaprav pripeljali skupino Impol, to je Impol Slovenski Bistrici pa Vsevojno, na nivo, da se danes, to pa sem jaz prepričan, pa vem, lahko tako se reče na Augenhöhe, rečejo Nemci, pogovarjajo z kjerimkoli sistemom aluminijskim v Evropi. To je bila kratka Jožetova zgodba. V naslednjih nekaj minutah pa bo o svojem pečatu v Impolu spregovoril Črtomir Zadravec. V obdobju mojega direktorovanja, to se pravi od leta 80 do vključno leta 86, je najhujši problem bil pravzaprav organizacija čim večje proizvodnje. Večni manko surovin je bil osnovni problem, s katerim smo se takrat ukvarjali. Mi smo bili v celoti odvisni od aluminija, ki smo ga dobivali iz tega Kiričevo, in tistega deleža ruskega aluminija, ki je pripadal ki je bil iz kontingenta uvoza ruskega metala v Jugoslavijo. Drugega metala enostavno ni bilo moč ne kupiti, čeprav bi imeli devize, ni bilo, ker je bil tudi uvoz prepovedan v celotni Jugoslaviji. Kapacitet za proizvodnjo smo imeli bistveno več, kot je bil končni izplen. Moje osebno mišljenje je, da smo takrat imeli med blizu 60.000 ton inštaliranih kapacitet ali pa celo več, medtem ko je sama proizvodnja na koncu, ko sem odhajal z fabrike, znašala med 45 in 47.000 tonami proizvodnje naših izdelkov. Naše potovanje skozi preteklost Impola nadaljujemo s spomini Stanka Vehovarja. Desetletje je delal v valjarništvu in bil soustvarjalec posodobitve valjarne, delovno dobo pa je končal kot vodja službe za razvoj. Leta 1972 je Zavod za izrado novčanic v Beogradu, ki je imel valjarno, tu folij in pa oplemenitenje folij, ker je pa po zakonu o Narodni banki Jugoslavije ni bilo dovoljeno, da ima ta kovnica
tudi drugo stransko proizvodno. Kovnica je pa imela tiskanje bankovcev in pa kovanje kovancov. Tako so potem Impol je zvedel to, direktor je imel dobre povezave v Beogradu, ker to so bili ljudje, ki so po vojni bili v službi na direkciji in to, in je zvedel in smo to sorazmerno poceni kupili. In tako 72 leta smo skupili, potem smo to demontirali, sem pripeljali in leta 1975 je začela folijska valjarna funkcionirati. 75 leta je v Impolskem sindikalnem domu je bila ustanovna skupščina, to je imel svet univerze v Mariboru, ustanovitve Mariborske univerze. To je bilo julija, začetku julija meseca in to je bil čas, ko je združeno delo, vse posod so rekli, združeno delo mora biti povezano z družbenim dogajanjem. In je univerza, pravim, tudi razmišljen tistem dobu bila tako ustanovljena v delavski sredini, v tovarni. Treba je povedati, da je Impol moral tudi skozi težke čase. Takšni so bili denimo tisti konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so delavci organizirali protestni shod, podjetju pa je bila odrejena prisilna uprava. Rad bi pa rekel samo to, da hočemo delo, da bomo imeli dosti dela, da bomo lahko zaslužili, pa da bomo imeli poštene plače, da bodo lahko ljudje živeli kulturno. Takrat je v Impol prišel Adi Žunec, ki ga je imenovala skupščina občine Slovenska Bistrica. Vedeti je treba, da politikom nikakor ni bilo vseeno, kaj se dogaja s tovarno, ki je desetletja uspešno sobivala s krajem. Mi smo vsa leta gradili na tem, da smo si usposabljali lastne kadre in da smo tudi preko fakultet in visokih šol zagotavljali kadre za najzahtevnejše izdelke oziroma proizvodnjo. Sreča je opoteča, vendar sreča je še vedno v ljudeh. Ljudje so tisti, ki bodo zagotavljali, da bo Impol ostal, da bo Impol šel naprej in da bo Impol nosilec razvoja v prostoru, kjer deluje. 190 let so globoke korenine, ni tako enostavno mogoče odsekati, vsekakor pa je težko graditi na nečem, kar je že doseženo, ker je treba še kako krepko poseči stroko, dobrim vodenjem, z angažiranjem in priznavanjem delavcev, dobro stimulacijo teh delavcev, ki so pripravljeni delati in pričakujejo pa tudi ustrezno plačilo za opravljeno delo. S tem razmišljanjem smo sklenili krog sogovornikov, ki danes niso več del kolektiva, a so ga dolga desetletja bogatili svojim znanjem, sposobnostmi in zavzetostjo. Preden damo besedo tistim, ki zdaj oblikujejo dogajanje in razvoj podjetja, bomo spet pognali naš časovni stroj. V začetku 70. let prejšnjega stoletja so se v Impolu, sicer neugodnimi tujimi posojili in lastnimi sredstvi, lotili rekonstrukcije proizvodnih enot in jih opremili sodobnejšo strojno opremo. Projekt so leta 1975, ob 150-letnici podjetja, tudi uspešno končali. V prvi fazi je bil prenovljen stiskalniški obrat, v drugi in tretji pa valjarniški. V naslednjem 5-letnem obdobju so zgradili proizvodno halo žičarne in kupili opremo za proizvodnjo veznih elementov. Pomembna je bila še naložba v profilarno, ki je omogočila racionalnejše izkoriščanje materiala, razširitev asortimenta in večjo finalizacijo polizdelkov.
Od leta 1981 do 1990 so zagnali 2 kvartovaljarni ter posodobili livarno z ureditvijo površinske in toplotne obdelave ulitkov. In še zanimivost. Leta 1988 so dosegli tudi najvišje število zaposlenih v zgodovini Impola. V tovarni je delalo kar 2423 ljudi. Med letoma 1991 in 1995 so posodobili stiskalniški program in tako izboljšali ponudbo iztiskanih in vlečenih palic ter cevi. V tem obdobju so v valjarništvu prestrukturirali proizvodni program za izdelavo rebraste pločevine in rondel. S tem so pridobili nove kupce iz zahodnih držav in ZDA, kjer so ustanovili družbo Impol Aluminum Corporation. Ob bližajočem se novem tisočletju so zaposleni ustanovili družbo pooblaščenko Impol 2000 delniško družbo. Z vložitvijo certifikatov, s katerimi so se poravnale zadolžnice za manj izplačane plače, so postali lastniki podjetja. V tem razvojnem ciklusu velja omeniti tudi leto 2002, ko so v Srbiji v Sevojnu kupili 70% delnic valjarne Aluminija in ustanovili družbo Impol Seval. V tem letu so tehnološko napredovali tudi v programu stiskalništva ter v proizvodnem procesu cevarna postavili novo 55 meganewtonsko stiskalnico in strežno opremo. Tudi prihodnja 3 leta so bila naložbeno usmerjena. Graditi so začeli halo za proizvodnjo folij, kupili so 3 nove valjarne in za prestrukturiranje celotnega valjarništva namenili kar 48 milijonov evrov. Vse to se je zgodilo v letu 2003, ko so skupaj s Sevalom prodali 107 tisoč ton izdelkov. Naslednje leto je bila najpomembnejša naložba v modernizacijo druge plinske livne linije, leta 2005 pa so obnovili še 3. linijo. V tem letu jim je uspelo zvaljati 6 mikronov tanko aluminijasto folijo. Gre za pomemben dosežek, saj je to najtanjša folija, ki je bila izdelana v zgodovini podjetja. Leta 2007 se je Impol prestrukturiral na večje število manjših družb, s čimer učinkoviteje obvladuje ekonomiko poslovanja. Tudi zaradi dobrih poslovnih rezultatov je bil tega leta za predsednika uprave ponovno imenovan Jernej Čokl. Ja, moram reči, da od teh 190 let obstoja Impola sem že skoraj 42 let v Impolu, torej sem že kar en del te zgodovine. Impol je bil zmeraj razvojno naravnana tovarna. Impol tudi v preteklosti je imel mogoče to srečo ali pa nesrečo, zdaj kakorkoli vzamemo, ampak jaz mislim danes, da je bila sreča, da pravzaprav politika nikoli ni podpirala preveč Impola. Zato se je Impol moral boriti sam in je moral sam najti pot in izhod v vseh krizah, tudi v bivši Jugoslaviji se je to dogajalo. Tako da Impol je, bi rekel, res firma, ki se je prebijala z svojimi močmi in ker je taka, je tudi sposobna danes, bi rekel, preživeti. Gotovo pa, če gledam vsaj iz vidika teh 42 let, kar sem jaz tukaj, je bilo verjetno najtežje obdobje Impola, tam obdobje po letu 90, po tistem, ko se je Slovenija osamosvojila. Vse takrat smo izgubili kompletni jugoslovanski trg, na katerega je bil dotedaj Impol izjemno navezan. Po osamosvajanju Slovenije se je pa začelo tisto pravo, morali smo dobiti zahodni trg in mislim, da to je največji preobrat v Impolu. Ta preobrat je zahteval potem seveda to, da smo močno dvignili kakovost, da smo se prilagodili zahodnim normam, da smo povečali produktivnost, bila je bitka za obstoj, vsaj tam nekje do leta 2000 in kasneje po letu 2000 se je pa Impol izjemno naglo razvijal in če primerjam Impol recimo pred osamosvojitvijo
je bil Impol takrat 3-krat manjši, kot je pa Impol danes, 3 do 4-krat manjši. Prvo desetletje novega tisočletja zaznamujeta dodatno posodabljanje valjarništva in lastninsko preoblikovanje. Družba Impol, delniška družba, je namreč leta 2007 dokupila še 45% lastnih delnic in je tako skupno 97% delnic postala obvladujoča družba v skupini. V tem obdobju so nastali prvi izdelki iz nove linije za stiskanje Alumobil. Prav tako je začela obratovati nova linija za barvanje, ki so jo postavili v Impol Sevalu. K temu je treba dodati še dograditev sončne elektrarne z močjo 1 megavata, ki nadomešča del porabljene energije na okolju prijazen način. A vrnimo se k ljudem, ki so krojili usodo podjetja in ga postavili na svetovni zemljevid industrije aluminija. Mi smo zmeraj vse, kar smo ustvarili, vlagali v nadaljnji razvoj družbe. Nikoli se nismo ukvarjali z razmišljanjem o delitvi, temveč smo se ukvarjali z razmišljanjem o tem, kako dobiček uspešno v bodoče uporabiti za povečan obseg poslovanja. V metalurški industriji, v kateri delujemo, je tako, da vsak najmanjši poseg v proizvodne procese ali pa v razvojne procese pomeni zneske, ki gredo preko 10 milijonov, gredo pa tudi v izjemno visoke številke. Saj seveda ugotavljamo, da smo tam od leta 1998 pa do leta 2006 skupaj vlagali skoraj 300 milijonov evrov v razvojne projekte. In to pomeni, da smo vsako leto vlagali bistveno više zneske, kot pa so bili zneski ustvarjenih denarnih tokov v tem času. Nam je pa to seveda potem pa omogočilo, da smo relativno dobro prestali leta krize 2009-2010, pa še tudi v sedanji čas, ker ta kriza se še danes ni končala v celoti. Bodočnost naše tovarne vidimo v tem, da delujemo v posameznih nišah. Kaj je mišljeno z nišo? Naša niša je, da sodelujemo neposredno z kupci, s katerimi zagotavljamo skupen razvoj proizvodov. Zadnjih 5 let do okrogle obletnice Impola, o kateri govorimo, so zaznamovali povečani deleži izdelkov za avtomobilsko industrijo in zaključek naložbe v dodatne livarske zmogljivosti. Vse to bo podjetju v bližnji prihodnosti omogočilo dvig produktivnosti za 15% in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Med pomembnejše naložbe v tem obdobju spadajo tudi nakup in pridružitev družbe Rondal, posodobitev informacijske infrastrukture in nenehno preusmerjanje v proizvode z višjo dodano vrednostjo. Tako se bodo lahko še bolj uveljavili na tujih trgih, kjer so dosegli lepe rezultate. Če bi se vrnil nazaj, se moram vrniti vsaj v tisti čas, odkar sem sam prisoten v Impolu. To je 27 let nazaj, skoraj bo 28. V tistem času moram reči, je bil Impol popolnoma druga zgodba, kot je danes. Glede količin, ki smo jih takrat proizvajali, mi merimo količine, v naši branži je to običajno, zato ker je aluminij borzno blago in se cena spreminja, tako da vrednostno lahko precej varira, količine pa morajo biti fiksne, ki si jih tudi planiramo in jih moramo dosegati. V tistem času smo imeli količine 35.000 ton proizvodne, danes smo prišli na 180.000 ton. Cilj nam bi bil nekaj, da bi prišli ob 190-letnici, ki jo letos praznujemo, na 190.000 ton. V tistem času, če se spomnim nazaj, moram reči, da smo imeli 75% domačega trga, to je bil trg skupne države. Imeli smo 25% izvoza. Izvoz je bil namenjen v glavnem pridobivanju deviznih sredstev, da smo si lahko s tem omogočali uvoz. Imeli smo zelo malo število kupcev v tujini. Glavni trg je bil Nemčija. Lahko povem, da smo imeli enega kupca, ki je pokrival celo Nemčijo. V nabavnem trgu smo pa tudi imeli samo enega dobavitelja. Ko je postala Slovenija samostojna, so se nam pa porušili domač trg popolnoma in morali smo iti v izvoz. Preživeti v izvozu z številom ljudi, ki smo ga imeli takrat, moram reči, da je bila to naporna pot in danes smo prišli tu, kjer smo.
Številko 190 tisoč ton proizvedenih izdelkov bo po kazalnikih razgibanega poslovnega leta 2014 verjetno mogoče kmalu doseči. Seveda ob upoštevanju ugodnih razmer na svetovnem aluminijskem trgu. Značilnost Impolove izvozne strategije je razpršenost izvoza v skoraj 50 držav, sicer pa je največji kupec Nemčija. V čezmorskih državah je uspešna prodaja nišnih izdelkov. Dobre prodajne rezultate dosega podjetje tudi zaradi pozitivnih sinergijskih učinkov s svojo družbo Impol Seval v Srbiji. Na tuje proda 95% proizvodnje, največ v države Evropske unije in Rusijo. Ovo je godina jubileja praktično za kompaniju Impol. Impol slavi 190 godina, mi ove godine slavimo 40 godina otpuštanja u rad fabrike. Slavimo na neki način i 13 godina od uspešne privatizacije. Ne po našem mišljenju, već po mišljenju i resornog ministarstva, ali i šire javnosti u Srbiji, možda i u regionu, gde svi kažu da je ovo jedna od najuspešnijih privatizacija u metalskom kompleksu. Ja se slažem sa tim, kažem da razlog za uspešnost privatizacije, to često ističem, jeste činjenica da nas je privatizovala, odnosno kupila 70% kapitala Valjanica aluminijuma, kompanije iz naše branše. Došli su ljudi koji razumeju posao, koji su nam doneli tržište sa koga smo mi zbog sankcija i ratova bili sklonjeni, koji su doneli nova znanja i to je, mislim, prvenstveno takav tip privatizacije treba da se sprovodi u svetu i on može da da uspeh. Leto 2015, ko podjetje praznuje 190 let od začetkov kovinarstva na slovensko-bistriškem območju in 70 let delovanja pod imenom Impol, je prineslo spremembo oblike upravljanja v krovni družbi Impol 2000 delniška družba. Vlakovno kompozicijo, ki je kljub številnim izzivom v preteklem desetletju dosegla enega najboljših poslovnih izidov, so na pot v prihodnost poslali na mesto po 2 tirih zgolj po enem. Dosedanji člani uprave oziroma strojevodje Impolovega vlaka so po preoblikovanju postali člani upravnega odbora s predsednikom Jernejem Čoklom. Pridružila sta se jim še Milan Cerar in predstavnik delavcev Bojan Gril. Glavni izvršni direktor skupine je Edvard Slaček. Danes je Impol prisoten praktično več ali manj na vseh kontinentih tega našega planeta. Proizvodnja, če sem prej dejal, nekje manj kot 40 tisoč ton, danes znaša 184 tisoč ton. V srednjeročni strategiji smo zapisali, da jo bomo do leta 2020 povečali na najmanj 220 tisoč ton. Seveda ni bilo lahko, tudi v smislu ne samo tega okolja, v katerem smo bivali oziroma delovali, temveč tudi znotraj v samem kolektivu. Bile so težave z vodstvenim kadrom, bili so problemi strokovnega kadra. Takrat sem bil v celotnem valjarniškem programu edini metalurški inženir. Danes seveda je to bistveno drugače in z pravilnim pristopom, z izgradnjo sistemov vodenja kakovosti smo uspeli zgraditi zaupanje naših kupcev in lahko rečem, da se lahko Impol danes postavi ob bok vsem velikim svetovnim proizvajalcem aluminija. Treba je reči še besedo ali dve o finančnem poslovanju Impola, ki je bilo tudi v letu 2014 dobro. Ob nekaj več kot 486 milijonih čistih prihodkov od prodaje so ustvarili za 12,5 milijona evrov dobička, kar je pomenilo 4% povečanje v primerjavi z letom poprej. Da je s financami vse tako, kot mora biti, že vrsto let skrbi tudi Irena Šela, izvršna direktorica za finance in informatiko. V prvi vrsti je v bistvu naša naloga, torej naloga financ v tem, da zagotavljamo sredstva za razvoj skupine Impol,
da zagotavljamo plačilno sposobnost podjetja, prispevamo k donosnosti in neodvisnosti poslovanja. Skrbimo tudi za ustrezno kapitalsko strukturo podjetja. Pripravljamo ustrezne informacije za poslovodstvo, za zunanje deležnike, kot so banke, dobavitelji, delničarji, tudi za zaposlene. Ker Impol je v bistvu nenehno pod drobnogledom vseh, ki v bistvu financirajo poslovanje Impola, ki sodelujejo v poslovanju, to so predvsem banke, dobavitelji. In seveda to najmanjše neizpolnjevanje obveznosti ali pa neprave informacije o Impolu lahko v bistvu pride do izgube zaupanja v Impol in s tem tudi so lahko posledice kar katastrofalne. Preden bomo ob 190-letnici Impola naš časovni stroj ustavili, bomo prisluhnili še mladim delavcem, ki so v tovarni dobili možnost, da si sami režejo svoj kos kruha. Tako, kot ga je tovarna skozi desetletja dajala tisočem ljudem slovensko-bistriškega območja in tudi širše okolice. Podjetje je živelo s krajani tudi prek športa in njegovega ponosa, judo kluba ter kulture. V Impolu sem že 8 let. Tovarna mi kar veliko pomeni, ker pač v naši občini ni prav veliko zaposlitev in to je še pač edina firma, ko imamo redne zaposlitve, pa plača redna, vse redno napram drugim firmam. Ta tovarna mi ogromno pomeni, ker je res velika in je znana v širnem svetu. Z veseljem delam tukaj, ker imamo dobre sodelavce, dobre kadre, zelo sproščeno vzdušje. Rade volje prijemno v službo, to je pa mislim, da najbolj pomembno. Prihodnost družbe je zagotovo v iskanju novih poti in ustvarjanju izdelkov, ki bodo še naprej dosegali svetovno kakovost. Impol ima velikanske razvojne možnosti v tem trenutku in zdaj pravkar pripravljamo tudi strategijo tam preko leta 2020, s katero mislim, da bo naredil Impol še en velik korak naprej. Seveda vse to z enim samim ciljem, da se obdrži na zelo konkurenčnem zahodnem trgu. Zato bodo v podjetju vrata vedno odprta za mlade strokovnjake, ki bodo s svojimi idejami in znanjem nadgradili to, kar so dosegli njihovi predniki v teh 190 letih.